Umetna inteligenca v Sloveniji. Kako slovenska podjetja uporabljajo, nadgrajujejo in implementirajo umetno inteligenco in vse ostalo o umetni inteligenci. Umetna inteligenca v Sloveniji, pogovori o tem, kako podjetja v Sloveniji uporabljajo umetno inteligenco, kakšna orodja se z njim naredijo in kakšne načrte imajo za prihodnost. Jaz sem Peter in tokrat se pogovarjamo z orodjem, ki bo spremenilo slovensko šolstvo, mogoče, ali pa vsaj to, kaj in na kakšen način se ljudje ukvarjajo z matematičnimi problemi. Na teh pogovorih smo gostili že kar nekaj slovenskih podjetij. Pojdite si pogledati v arhiv, GEN-I je tam, Donat je tam, Krpan AI, orodje za pravno umetno inteligenco. Danes je nov dan, je zadnji intervju, kjer smo se pogovarjali o mogoče nekih kritičnih pogledih na umetno inteligenco. Vse to skupaj na UI-Slovenija, ker se seveda lahko naročite in dobite vse novice. Sicer pa je danes z mano Andrej. Andrej, živijo? Živijo. Andrej iz Astra.ai, tisti, ki je pomagal in pomaga tisočim Slovencem in Slovenkam se učiti matematiko in vse ostale stvari. Andrej, jaz sem v resnici premlad in sem se mogel na svoje popravce iz matematike pripravljati s knjigo v roki in s svinčnikom, kjer mi niso pomagali YouTube videi. Vse mlajše generacije pa govorijo o tem, da si jih veliko stvari, pri velikih stvarih pri matematiki pomagali tvoji YouTube videi. Zakaj? Kako si prišel do tega, da si takrat začel delati YouTube videe? In mogoče, koliko so ti YouTube videi še danes relevantni, koliko jih ljudje še vedno gledajo? Ja, mogoče kje se je vse skupaj začelo. Zdaj, vedno, ko povem to zgodbo, saj sem jo že velikokrat, se pol spomnim, da leta hitro minevajo in da se tudi jaz staram. Leta 2013 sem postavil portal Astra.si, na katerem sem začel objavljati videoposnetke z razlagami matematike za osnovno in srednjo šolo. Teh videov se je nabral dobrih 2500, vsi so brezplačni, pokrivajo pa snov od v bistvu začetka čistih osnov do nekje konca gimnazijske matematike, torej odvodov pa integralov. Ja, skozi leta je portal pridobival na prepoznavnosti, tako da se je nekako potem ta beseda širila iz generacije v generacijo. In nek tak mogoče še dodaten zagon temu projektu je v bistvu dalo tisto obdobje korone, ko je pouk potekel na daljavo. Tako da takrat je bil opazen skok v ogledih, jasno, ker je bilo treba hitro nekako organizirati učni proces oziroma poučevalni proces in so te moje vsebine tudi marsikateremu profesorju prišle prav. Koliko so videi še vedno relevantni? Še vedno so. Mislim, da je do danes se nabralo nekaj čez 30,5 milijona ogledov, tako da še vedno so te vsebine zelo relevantne. Kako smo potem prišli iz YouTubea na uporabo generativne umetne inteligence in do aplikacije, ki je danes na Astra.si v verjetno prvem planu? Ali pa enako vredno? Ali pa ti povej, kako je vredno, no? Kako je do tega prišlo? Konec leta 2022, ko je nekako ChatGPT stopil na globalni oder, oziroma je moj kolega Klemen nekako bil pobudnik, ki je zdaj tudi soustanovitelj podjetja, da probamo narediti nek produkt na temu. Jaz sem takrat sicer še
bil v neki drugi zgodbi, tako da sem njemu prepustil ta prvi MVP in začeten razvoj. No, pol leta 2023, poleti, ko smo pa razvili ta prvi prototip, lahko zdaj rečem, da je to bil, ker smo se tudi mi še takrat učili, kako bi to sploh lahko v naš prid uporabili. Sem se pa tudi jaz tako full-time projektu pridružil. No, in v bistvu zakaj gre, to je inštruktor oziroma tutor, ki za poučevanje izkorišča umetno inteligenco z namenom, da probamo izkušnjo tutorstva oziroma inštruiranja, se pravi tega, da nekdo sedi zraven tebe pa ti razlaga, predstaviti v neko tako okolje digitalno, kjer imaš neko napravo, računalnik, telefon, tablico, in probamo tega tutorja v živo nadomestiti, se pravi, dokazano je, da tutoring 1 na 1 je najbolj učinkovita metoda za poučevanje, ampak seveda ne moramo mi v procesu formalnega izobraževanja vsakemu učencu ali pa učenki tega zagotoviti. No, zdaj z umetno inteligenco pa to nekako postaja realnost, se pravi, mislim, da vstopamo v neko dobo, kjer bo zaradi umetne inteligence prišlo do tega, da bo vsak imel na voljo tutorja, najboljšega personaliziranega tutorja, ki se bo čisto teliral na nivo znanja, na to, kako se ti učiš in ti pomagal pri katerem koli predmetu, ne samo pri matematiki. Mi smo se pač osredotočili na matematiko, zato ker tudi več kot 50% celotne, tako globalne, svetovnega trga oziroma teh potreb po tutorstvu je lih matematika, tako da s tem smo začeli, pa smo pa zdaj čez čas smo dodali še kemijo pa angleščino, pa nameravamo tudi še druge predmete. V ozadju je ChatGPT. Koliko je vaša umetna inteligenca drugačna od ChatGPT-ja? Na eni strani iz uporabniškega vidika, na drugi strani pa, kaj ste pa v ozadju delali za to, da on zdaj je prilagojen, slovenski matematiki, slovenskemu trgu, slovenskim maturi ali pa nekim drugim izpitom? V začetku je res bil oziroma je bilo jedro produkta ChatGPT, danes pa ni več tako, se pravi, v teh 2 letih so tudi ostali modeli toliko napredovali oziroma je tako, da različni modeli zdaj različne naloge različno dobro opravljajo. Tako da naša storitev je zdaj agnostična, kar se tiče LLM-a, oziroma preklaplja med različnimi agenti in je multimodalna, se pravi. Mi zdaj v bistvu uporabljamo kombinacijo še vedno OpenAI, se pravi ChatGPT, različnih pač modelov, potem Perplexity in pa Google Gemini. Tako da gre za 3 modele in jaz tudi mislim, da prihodnost teh aplikacij z AI-jem se pravi, diferenciacija na trgu se bo delala na tem tako imenovanem application layerju. Ti na neki točki ne boš več vedel, uporabljaš ChatGPT, Claude, DeepSeek, se pravi, to bojo aplikacije same preklapljale po potrebi oziroma ponujale tisto, kar je najbolj za neko določeno nalogo. In mi pač sledimo tej hipotezi, da smo tudi svoj produkt tako razvili, da lahko, da pač ni odvisen od enega samega modela. Seveda, modeli med sabo tekmujejo in se tudi različno hitro izboljšujejo. Zdaj, kaj smo mi naredili, da je
Mogoče to, ne, se pravi, izziv razvojni je že od začetka, pa tudi ni še čisto 100% rešen, je pač ta natančnost, a ne. Vemo, da LLM-i niso primarno zelo dobri v matematiki, mi pa, če hočemo imeti tutorja matematičnega, moramo nekako to naslavljati, oziroma je potem tudi veliko napora oziroma resursov je bilo vloženih v to, da Astra nekako proba to natančnost dvigniti na kar se da visok nivo. Tako da nismo še čisto 100%, ampak tako z zelo veliko samozavestjo rečem, da je Astra AI najboljši AI tutor, kar se tiče matematike. Tudi recimo, če naša ta klasična metodologija testiranja je z višjim nivojem slovenske mature iz matematike in tukaj pač premagamo vse ostale modele. Kako nam to uspe? Z nekimi lastnimi pač rešitvami, ki smo jih razvili v ozadju, zato da zagotavljamo to natančnost. Kot sem rekel, ni še 100%, ampak jaz mislim, da v roku enega leta bodo tudi te modeli že toliko napredovali, da bo to verjetno realnost. Tako da, se pravi, to je, kar se tiče tutorskega produkta, ne, ker mi imamo zdaj malo več teh produktnih linij. Pol imamo še Matura AI pa NPZ AI, to sta v bistvu dva specializirana programa za pripravo na te zaključne izpite, ne, se pravi, NPZ zdaj spet ima večjo težo konec 9. razreda v osnovni šoli, Matura AI pa seveda za srednješolce oziroma gimnazijce ob koncu srednje šole. To so pa v bistvu modeli, ki so bili pa natrenirani na naših lastnih vsebinah oziroma na starih polah in tako naprej. Tako da tukaj je pa čist naša, v ozadju naša rešitev, ki pa pol na koncu tudi temelji na tem, da uporabljamo API od prej omenjenih servisov. Ravno to vprašanje prehodov med različnimi jezikovnimi modeli, pa vprašanje, kateri je najboljši, je ponavadi pri podjetjih, ko se pogovarjamo o različnih aplikacijah, zelo problematično. Danes je ChatGPT najboljši, oziroma danes je Gemini najboljši, potem je nek drug najboljši. Kako vi to, se ne vem točno, kaj je vprašanje, ne? Kako identificirate, da je zdaj nekaj slabš, pa bi lahko nekaj boljšega naredili? Kako se odločite, da boste zdaj prešaltali na nekaj drugega? To podjetje zelo skrbi, ali bomo mi zdaj pravega izbrali, pa kaj, če bo čez 2 tedna en drug boljši, pa mi tega ne bomo pogruntali in potem bomo se skupaj stran vrgli. Če lahko še o tem kaj poveš. To je klasična, jaz temu rečem AI trilema trenutno, ne? Se pravi, to je problem, ki ima nekako 3 aspekte in to so, se pravi, cena, natančnost pa hitrost, a ne. In zdaj, če si to predstavljamo v enem takem trikotniku, se mi zdaj nekje z temi različnimi modeli se tukaj zdaj nekje gibljemo, ne. Ali bomo na račun natančnosti zelo upočasnili storitev, ali bomo zaradi tega, ker hočemo večjo natančnost, tudi plačali večjo ceno, ali hočemo hitrejšo aplikacijo, pa bo mogoče manj natančna, pa cenejša. Tako da to so, saj do nas tudi, veš, prihajajo različna podjetja, pa nas sprašujejo, pa iščejo neke nasvete in jaz jim vedno to pač povem, ne, se pravi, morate se zavedati, da se morate vi vprašati, kaj na koncu želite nekemu končnemu uporabniku, kakšno storitev hočete servirati in kakšen problem na koncu pač rešujete zdaj z umetno inteligenco, ne. In potem je treba vzeti v ozir te 3 aspekte, te AI trileme, a ne. Tako da to je pol spet čisto odvisno od vsake posamezne rešitve, od podjetja, industrije, končnih uporabnikov, ne, kdo bo to uporabljal.
tako da ja, tukaj je pa res čisto odvisno, za kaj gre. Zdaj, eni modeli, ja, ampak to, kar si rekel, ne, res izjemno hitro se tukaj prihaja do zelo velikih sprememb in zaradi tega je tudi zelo težko neki ful na dolgi rok tukaj planirati, a ne, zato ker dejansko v 3 mesecih je lahko ta pokrajina AI ponudnikov že čisto drugačna in ja, mi smo pač startup in to načeloma jemljemo kot neko prednost pred nekimi mogoče večjimi, a ne, ker se lahko res mi zelo hitro prilagodimo. Ja, zdaj neka firma, ki pa mogoče deluje v nekih daljših ciklih, pa ne vem, ima enoletni razvojni cikel, Je pa to bo pa problem, mogoče imela tukaj težave, a ne, tako da tukaj se morajo tudi podjetja zavedati, da se to področje blazno hitro spreminja in mogoče je treba biti pripravljen na to, ja, da boš mogoče nekaj razvil 2-3 mesece, pa boš mogel, oziroma če boš hotel, ne, iti v korak s časom, se zelo hitro prilagajati. Se ta trilema je zelo podobna trilemi outsourcanja developer ali pa kakšnega koli outsourcanja, ne? Hiter, poceni ali pa dober. Ne? Tako. Altman je zadnjič govoril o tem, da bo cena AI neskončno blizu ničle v prihodnosti in da bi se naj podjetja, vsaj pri razmišljanju o tem, kakšne stvari si delati, se temu prilagajala. Nekako v smislu, ja, ne, tokeni so zdaj mogoče še razmeroma dragi, seveda spet odvisno od modela do modela, ampak dolgoročno bo ta cena, če bo upadala na takšen način kot zdaj, postala irelevantna. Kako ti gledaš na to? Misliš, da se bo to res zgodilo? Je to nekaj, kar bo v prihodnosti? Jaz se strinjam s tem. Mi tudi naše podjetje gradimo v bistvu na tej hipotezi. Tudi že zdaj v roku slabih 2 let smo videli drastične upade stroška v porabi tokenov. Tako da jaz bi se strinjal s tem, da podjetja, ki razmišljajo zdaj, mislim, da v temu tweetu je tudi on rekel, da svetuje podjetjem, da vzamejo najboljši pa najdražji model, a ne, ker itak se bo zgodil, to se spet potem nanaša na tisto, kar sem prej govoril, se pravi na to hitrost sprememb, da ta cena se bo sigurno zelo hitro znižala, ne, tako da mi smo tukaj tudi se v bistvu držali te strategije in trenutno se nam je v bistvu obrestovala, je bila to dobra odločitev, tako da jaz tudi vsem, ki grejo zdaj nekaj razvijati ali pa, ne vem, razmišljajo, da bi nekaj začeli, svetujem isto, se pravi, probi narediti toliko dobro stvar, ne, ali pa, ne vem, probi v svojem dizajnu neke rešitve imeti najboljši pa najdražji model, ker sigurno boš časoma ta strošek samo padel, tako da bi se strinjal s to tezo. Če gledamo neko krivuljo zrelosti umetne inteligence, kjer je prvi korak, ne, kličem API-je zaprtih modelov, drugi korak je uporabljam zaprte modele z RAG-om, z tem Retrieval Augmented Generation, torej z nekim lastnim učenjem, pa je potem tretji korak odprti modeli, smo to tudi dol točno prečitati, ne, četrti korak je mikrotreniranje odprtih modelov in potem 5. korak za lastno treniranje modelov. Ste kdaj razmišljali o tem, da bi na open source šli? Mi testiramo tudi odprtokodne modele, ampak zaenkrat ne dosegajo oziroma nismo spet v tej trilemi, a ne, nekako se nam zaenkrat še bolj splača uporabljati modele, ki so zaprti. A veš, tudi to, da se mi ne rabimo ukvarjati zdaj z neko lastno oziroma infrastrukturo, je samo neka prednost, pa spet lahko smo dosti hitrejši, a ne, pri deployu neke nove verzije.
tako pa bi se mogli še z nekimi drugimi stvarmi ukvarjati. Tako da mogoče to pride upoštev na neki kasnejši točki, ampak ja, jaz mislim, da to je trenutno race to the bottom, ne. Se pravi, tekma velikih podjetij, ki so v to vložila pač milijarde za razvoj, in zdaj se v bistvu oni tepejo med sabo za pogačo, ne. Mi smo pa v bistvu zmagovalci, mi kot potrošniki teh njihovih pipca, ne, za AI, lahko pa samo zbiramo in glih zaradi tega, ker je ta hitrost sprememb tako velika, imamo zelo veliko izbiro, pa tudi, ne, zdaj, ko je DeepSeek prišel, to je bil kar velik nekak shake tega področja. Bo to v nadaljevanju še zelo zanimiva tekma, ampak na dolgi rok mislim, da bomo pač imeli neko kombinacijo, a veš, za neke mogoče bolj enterprise stvari bojo mogoče neki zaprti modeli, velike firme bojo verjetno na neki svoji infrastrukturi poganjale stvari, za startupe bo vedno po moje boljše, da začnejo, če hočejo pač se hitro premikati na nekem zaprtem modelu, ker pač je API dober in je hitrost najpomembnejša. Pol sčasoma pa ja, ko razumeš, kaj oziroma kakšen problem rešuješ, pa kako se pač AI v cel tvoj v bistvu produktni portfelj, ne, vklaplja, bo pa odločitev vsakega podjetja, gre na neko odprtokodno rešitev pa postavljati svojo infrastrukturo. Ampak mi, recimo za nas trenutno, to še ni bilo tako sploh relevantno, da bi mi nekaj svojega šli postavljati. Okay. Astra ni nadomestek za šolo, ali za učitelje, ali bo v prihodnosti postala. Zdaj mi je tutor nekega problema, ki ga ne znam, ki smo ga včeraj delali v šoli. Kdaj ga bom jaz lahko uporabil, pa bom rekel, da mi poveš še to, kaj bomo jutri delali v šoli. Pa niti ne sprašujem toliko iz nekega tehnološkega vidika, ampak bolj iz pedagoškega vidika, v smislu, v kolikšnem delu je to nadomestilo za učitelje, ali pa za nekaj drugega, kar. Ne? Ja. Saj to je neko širše filozofsko vprašanje, bi jaz rekel. Veš, z internetom, tako, dejstvo je, da je skoraj celotno znanje človeštva dostopno na internetu, ne? To se lahko strinjamo. In če se ti hočeš nekaj naučiti danes, se to lahko naučiš brez tega, da greš v šolo, ne? Tako da tukaj je bolj vprašanje, kakšno vlogo ima sploh šola in zakaj sploh še otroci hodijo v šolo, ne? Jaz dostikrat rad spomnim, da šola je pač neka institucija, kamor odrasli damo otroke in mladostnike zato, da sami lahko kaj naredimo, ne? Ker če ne bi pač podivjani pubertetniki pač po svetu v tistem delu dneva se premikali in delali probleme, ne? Tako so pa pač zaprti v nekih zgradbah in tam jim mi pač po nekem šolskem oziroma učnem načrtu predajamo neko znanje, ne? Ne, Astra AI trenutno ni, mi tega ne, kako bi rekel, ne pozicioniramo se kot nek nadomestek, ampak res kot učna pomoč, se pravi kot tutor. Seveda lahko ti začneš, zdaj, če bi rad čisto od začetka se nekaj začel učiti, lahko tako uporabljaš. Ampak ja, večina slovenskih otrok hodi v šolo, ali pač javno, ali pa se šola na domu, ne, to je pač mogoče nek trend, ki je malo v porastu. Ja, in mi se pozicioniramo kot nekaj, kar lahko ti uporabiš, da utrdiš svoje znanje doma. Mislim pa, da bi lahko, saj to mogoče bi bilo zanimivo narediti kakšno raziskavo,
da čist v svojem tempu sam delaš naprej, če te zanima. Ne? Sej, tutor ni narejen tako, da bo rekel ne, če ga nekaj vprašaš, kar te zanima. Tako da lahko bi to bil nadomestek, ne? Ampak mi tudi Astro v prihodnosti vidimo kot nek podstat v bistvu 3 deležnikom, ki so v procesu izobraževanja. Se pravi, najprej je učenca, ne? Oziroma študent. Mi smo v bistvu s tem štartali, mi smo se odločili, da gremo res tako bottom up, da ponudimo storitev, ki naslavlja probleme, ki jih imajo učenci oziroma študenti. Se pravi, kako se hitreje in bolj učinkovito učiti, ne? Da ali nekaj res osvojim neko znanje, da izboljšam ocene, da naredim maturo, se pravi tako, to je naš core, ne? Ja. Ampak vemo, da sta tukaj še 2 v bistvu deležnika, se pravi, to so profesorji oziroma učitelji, pa starši, ne? Se pravi, to je nek tak zmes teh 3 deležnikov in Astro mi vidimo v prihodnosti kot tehnologijo, ki vsem tem deležnikom neko dodano vrednost nudi. Jaz mislim, da učitelji ne bojo, da umetna inteligenca ne bo zamenjala učiteljev, se bo pa sigurno učiteljski poklic spremenil, ne, v prihodnjih letih, zaradi tega, ker bo tako drastično se znižal strošek tutorstva 1:1, se pravi, zdaj res lahko govorimo o neki demokratizaciji in dostopu do tutorstva, ja, in Astra to omogoča. A veš, še vedno pa hočemo, da ostaja nek človeški stik tukaj, neko vodenje človeka, ki bo mogoče ta proces v navezi z umetno inteligenco nekako upravljal, ne. Tako da v ta namen, ne, mi smo tako zelo odprti do tega, da probamo tudi profesorjem nekako približati to, zato smo lansko jesen začeli z eno iniciativo, in sicer, da vsem učiteljem in profesorjem v šolstvu, se pravi v procesu formalnega pač izobraževanja, damo zastonj dostopa, ne, do Astra AI. Glih zaradi tega, ker si želimo, da se tudi oni s to tehnologijo spoznajo in probajo, začeti razumeti, kje so prednosti, kje so omejitve trenutno, in to nekako sčasoma potem vpeljati v svoj proces poučevanja. Tako da tukaj jaz ne vidim tako črno-belo, ne, ali umetna inteligenca ali človeški učitelji, ampak to bo pač neka zmes na koncu. In če bomo to dobro zastavili, ne, če ne bomo pač s kakšnimi norimi regulativami tega čist ubili, po mojem imamo zelo dobro priložnost, da končno naredimo neko revolucijo v tem izobraževalnem sistemu, okrog katerega se vsi strinjamo, ne, da je pač zelo tak počasen, okoren in zelo slabo sledi tehnološkim spremembam. In vse več mladih, ima tudi neke dvome o tem, a je to zdaj dobra poraba časa, da pač so v nekem procesu formalnega izobraževanja. Ja, jaz ne bom pozabil, ne, zelo spoštovanega profesorja, ki je na 1. letniku FDV še hodil okrog s prosojnicami, in ne vem, kje so mu našli en projektor, kaj že Grafoskop. Grafoskop, ja. Ne, da je prikazoval te stvari, pa seveda vsem dolžnim spoštovanjem do velike količine pedagogov, ki se prilagajajo in te stvari uporabljajo. Kak je bil odziv učiteljev? Koliko procent učiteljev si je naredilo račun na Astri? Ja, mislim, zdaj, kakšen procent učiteljev si je naredilo račun, ne vem, zato ker nimam podatka, koliko je v Sloveniji učiteljev, pa tudi vemo, da so ogromna pomanjkanja, ne, na vseh v bistvu stopnjah. Trenutno pa imamo nekje dobrih 1800 učiteljev, ki imajo pač brezplačen dostop. Tako da to se mi zdi kar neka lepa številka. Zdaj, kakšen je pa to procent celotnega, ne vem, kadra, pa težko rečem, no, ampak že to, kar imamo, se mi zdi ena lepa številka. Imate kak feedback, kaj pravijo?
V bistvu smo lih v procesu te analize. Do zdaj tisti, ki so sami se oglasili, so bili feedbacki zelo pozitivni. Tako da, ja, jaz sem zaenkrat s tem zadovoljen, se pravim, je pa tukaj potrebno zelo veliko izobraževati, a ne, in mi definitivno si želimo tega, da profesori to spoznajo in da, ja, probajo to uporabljati, da bi izboljšali svoj poučevalni proces. Ja, se verjetno se bolj javijo tisti, ki jim je to bolj fajn, nekaj in pa to ni fajn, Tako, se pa tako. verjetno ne bi to pogledali, ne. Stat.si pravi, da je v srednjih šolah za mladino in odrasle 7600 učiteljev, v osnovnih šolah pa 18 000. Tako da, če vzamemo to skupaj, ste Ja. 5% slovenska, Recimo, matematika, ne, mogoče bi No, ChatGPT ja, vprašal. pol je še to treba, ne, verjetno so tisti, ki so bolj, ki so za matematiko, saj tako smo tudi v bistvu to se pozicionirali, ne, da to je pač za učitelje, profesorje matematike, dali smo seveda vsem, ampak primarno pa njim. Tako da, ja, bi rekel, da kar dosti profesorjev, ki poučujejo matematiko, vsaj ve za to. Ja, ja. Kako bi izgledal delo v razredu nekoga, ki bi do popolnosti uporabljal jezikovne modele? Kako si ti predstavljaš delo v razredu, ki upošteva moderno tehnologijo? A rabijo otroci telefone, a rabijo otroci tablice, a rabijo otroci Astro, a rabijo ChatGPT, ali kaj rabijo? Veš kaj, to, kaj rabijo, je eno tako zelo neko specifično podvprašanje, bi rekel, nekega dosti večjega problema, ne. Kaj sploh mi hočemo doseči s tem, ko grejo otroci v šolo, oziroma kaj hočemo doseči na različnih ravneh tega formalnega izobraževanja, ne. Sigurno v nekih začetnih stadijih hočemo sigurno vse naučiti neke osnovne pismenosti, ne, brati pa pisati, nekega osnovnega računanja, pa nekega, ja, vzbuditi v bistvu radovednost pa kreativnost človeško, a ne, pa ne tega zatirati. Tako, to imam eno tako anekdoto, ki jo zelo rad povem ob takih priložnostih ali pa ob takih pogovorih, ne. Jaz sem dostikrat povabljen na šole, gimnazije, fakultete in jaz zelo preferiram tak Q&A, ne, način, ne da jaz pač zdaj tam pridem nekaj odpredavati, ampak tako, želim si, da me poslušalci nekaj sprašujejo. In kje misliš, da so najbolj taki radovedni pa da radi sprašujejo, ne? Ja, mlajši kot so, tako, ker niso še v bistvu toliko indoktrinirani v ta sistem, ne, tam 5., 6. razred so tako zelo, ja, pač sprašujejo, ne, pa bolj, ko se pomikaš navzgor, ne, starejši kot so, bolj v bistvu vidiš, koliko so že navajeni, a ne, da šola je nekaj, kamor ti prideš in si zelo pasiven, se pravi, poslušaš, nekdo je prišel, poslušaš in to je to, ne. A veš, življenje je pa glih kontra, ne, življenje pa, nihče ti ne reče, kaj narediti, nekako ti se moraš sam znajti, tudi pol, ko si starejši na trgu dela in nekako je odvisen od tvoje proaktivnosti, a ne, kako se bo tvoja kariera pa v koncu tvoje življenje pol odvijalo. In potem, če se vrnem, ne, na tisto izhodiščno vprašanje, kaj zdaj, kje je ta tehnologija, kako zdaj to šolo narediti, ne. Se pravi, poskrbeti, da predamo neko znanje, ampak ne preveč faktografskega znanja, ne. Seveda faktografsko znanje je najlažje testirati, ne, najlažji test je narediti tako, da rečemo, zdaj bomo pa jemali, ne vem, tako obsežno količino snovi in potem bomo testirali, kdo si je največ zapomnil, ne, in v bistvu zmagovalci trenutnega šolskega sistema so tisti, ki imajo najboljši spomin, a ne, tisti, ki se znajo najboljše nekaj na pamet naučiti, pač to je dejstvo.
čeprav mi se hvalimo, koliko pač znamo dobro neko kritično razmišljanje učiti, ampak to ni res, a ne. Tako da mladi bi pol, ne, ker se mi pomaknemo mogoče v neko fazo srednje šole, bi mogli sigurno spoznati čim več poklicev, da bi nekako začeli dobivati občutek, v katero smer jih vleče, veš, kaj jih zanima, in razumeti, da vse situacije, a ne, s katerimi se bojo srečali v svoji delovni oziroma potem v karieri, bodo neke problemske situacije, kjer boš ti mogel izkazati sposobnosti prvič razumevanja, kaj se sploh dogaja, iskanja informacij, a ne, in v poplavi podatkov in informacij izluščati neko smiselno, neke smiselne informacije, potem, a veš, aplicirati oziroma se spomniti nekega načina, kako se bomo lotili zdaj s temi informacijami reševanja nekega problema, in potem znati analizirati, ne, a to, kar smo naredili, je zdaj dobro ali niso. Tako da čisto vsak, po moje, poklic bi lahko mapirali na to, kar sem zdaj opisal, in a veš, ni toliko pomembno zdaj, kaj se mi naučimo, ampak a znamo ta pristop potem v neki problemski situaciji aplicirati, a ne. A veš, jaz se z mladimi veliko pogovarjam, sploh z gimnazijci, in oni vedno tako pravijo, sem naredil maturo in zelo veliko vem, ampak občutek imam, da nič ne znam, a ne. Kar je tudi res, zato ker, veš, tudi gimnazijsko izobraževanje v Sloveniji je zelo glorificirano in nekako bi se mogli poudarjati, da gimnazija je samo priprava na univerzitetni študij, a ne. Po gimnaziji ti ne boš imel poklica, ne boš pač mogel praktično nič delati, ker ja, ne boš usposobljen za to. Ampak za marsikaterega, a veš, 18, 19, 20-letnika bi bilo pa super, če bi imel nek poklic, mogoče že neko prakso in se dejansko vključil na trg dela. Tako da tule bomo tudi mogli na pač nekih višjih, a ne, nivojih tega, kako želimo naprej peljati izobraževanje, sploh v tej dobi hitrih sprememb. Ja, bomo mogli ta sistem nekako prilagoditi, a ne, da bo mogoče malo bolj usmerjen v prakso in več mladim ljudem hitreje dati neko poklicno možnost nekega poklicnega izhodišča, dajmo reči, ne, da bi pač lahko mladi nekaj hitro začeli delati. Ja. Pogovarjaš se z teoretsko-analitskim politologom, tako da o tem veliko vedeti, pa malo znati, tudi jaz veliko vem. Ne? Ja, seveda se nam to dogaja. Ne? Ko smo že pri inštitucijah, ko malo predavam po univerzah, pravijo, da imajo neke različne pravilnike, pa tudi podjetja zdaj zahtevajo, ali pa velika podjetja si pripravljajo pravilnike uporabe umetne inteligence, in tam je ena izmed stvari, ki jih želijo, navajanje uporabe umetne inteligence. Tudi akt o umetni inteligenci Evropske unije v nekem delu na nek način želi, da kadar podjetja uporabljajo umetno inteligenco za neposredno komunikacijo s kupci, da se to navaja. Koliko je to, pa to, da podjetja to delajo, recimo, da še razumem, ne? To, da pa jaz napišem poročilo v službi, pa zraven moram napisati, da sem uporabil Copilota, pa kaj sem dal noter, pa kaj sem dobil ven, se pa ne zdi čisto logično. Koliko je to orodje, koliko je pa to nekdo, ki ga moram navajati? Kako ti gledaš na to? Ja, to je spet ena taka tema. In a bo vse to irelevantno čez 2 leti, ko bodo jezikovni modeli še veliko bolj vključeni v vse, kar se dogaja, in se bo to samodejno dogajalo in bo to ko spell checker vodil? Ja, lej, to je samo dokaz, ne, da smo mi res pred velikimi spremembami, ja, in podjetja, ki imajo recimo neke take pravilnike, spet mislim, da se ukvarjajo, to so ponavadi podjetja, ki so večja,
ki imajo nek, temu reči, overhead, in ki se zelo veliko ukvarjajo s temi HR tematikami, kjer je veš neko utečeno poslovanje, neki utečeni prihodki in mi smo zdaj neka velika ladja, ki se zelo, nismo zelo okretni, počasi se privajamo na te spremembe. Ja, in te pravilniki so samo dokaz, da podjetja čisto ne vejo dobro, kaj bi s tem delala. Je pa dejstvo, da čist vsak človek, ki bo hotel biti konkurenčen na trgu dela v naslednjih letih, bo absolutno mogel uporabljati nekega asistenta umetne inteligence, ker bomo, prišli do tega, da bodo manjša podjetja, tako kot je recimo naše podjetje, ki imamo, na Astri je tam med 8 pa 10 ljudi, ampak jaz vem, da mi delamo delo za 20 ljudi, zato ker tudi mi interno zelo veliko uporabljamo umetno inteligenco in meni na pamet ne pride, da bi zdaj nekomu rekel, povej mi, kdaj si jo uporabljal. Jaz hočem, da jo uporabljaš, zato ker to pomeni, da boš lahko v krajšem času naredil več, kot si lahko včasih naredil. Tako da to bi se absolutno mogli spodbujati, podjetja bi mogla veliko zdaj vlagati v to, da čisto vsako delovno mesto probamo zoptimizirati tako, da čim več lahko umetna inteligenca pomaga zaposlenemu, oziroma če lahko nekaj namesto njega v celoti prevzame, da se to zgodi, ne pa da zdaj, bomo. Ja, to je pač mogoče privilegij velikega podjetja, da se gre neke take igrice, ampak to je predvsem v podjetjih, kjer imajo nek middle management, kjer so pač te nivoji managementa, kjer so ljudje zaposleni samo zato, da se pač ukvarjajo s tem, kaj drugi delajo, ne pa to, kaj oni sami delajo, in se lahko grejo take igrice v bistvu. Eno majhno podjetje, ki se res bori za vsakega kupca, nek startup, ki hoče rast, bo pa čist kontra, bo pa tako, če ti prideš k nam in ne uporabljaš teh modelov, ne boš niti interno bil konkurenčen, pa dovolj pridodal neke vrednosti dodane. Tako da tukaj bi jaz vse menedžerje, odločevalce, se pravi tiste, ki imajo pač neko odločevalsko moč, bi apeliral na njih, da tega ne jemljajo kot nekaj, kar na nek način škoduje internemu procesu, ampak da to je neka stvar, ki jo morajo čim prej posvojiti in ugotoviti interno, kje bi umetna inteligenca lahko pomagala. Tako da tukaj sem jaz čist na drugem bregu in zagovarjam to, da brez tega bojo pač slovenska podjetja nekonkurenčna, tista, ki pa bojo to zelo dobro vpeljala v neke obstoječe interne procese ali pa obstoječe procese zaradi tega prilagodila ali pa spremenila, bojo pa bolj konkurenčni. Ok, super. Zaključno s vprašanjem, katera je tista stvar, s katero se ti zdaj igraš na področju generativne ali pa na splošno umetne inteligence, kaj je ena stvar, ki te zdaj zabava, pa se ti zdi, da bi ni nujno, da je uporabna, ampak je tebi zanimiva? Ja, v bistvu tako, kot vodja podjetja, se jaz glih s to tematiko, ki smo jo zdaj nazadnje obravnavala, ukvarjam, se pravi, kako poskrbeti, da mi ne rastemo s tem, da večamo ekipo v smislu dodatnih ljudi, ampak kako obstoječo ekipo čim bolj opolnomočiti in procese zoptimizirati tako, da nam pri tem pomaga umetna inteligenca. Se pravi, ne samo, da mi kot podjetje trgu nudimo storitev z umetno inteligenco, ampak jaz tudi hočem podjetje zgraditi v nek učinkovit stroj, ki umetno inteligenco uporablja v svoje pač za svoje lastne potrebe. Specifično mi še vedno, jaz pač sem tudi po duši sem marketingaš in marketing je pač eno tako področje, ki ga je umetna inteligenca dosti vpliva nanj. Tako da vsi naši interni marketinški procesi so ali pa jih probamo optimizirati
z umetno inteligenco. Tle gre predvsem za pisanje vsebina, ne, copy, a veš, se pravi, količina marketinškega materiala, ki ga mi zdaj lahko sprocesiramo, je dosti večja, kakor je bila mogoče 2-3 leta nazaj, a ne, ali pa še prej v preteklosti, ker si mogoče rabil tudi več ljudi, pač več teh resursov si porabil, da si nekaj lahko zgeneriral, zdaj pa ti tukaj pomaga umetna inteligenca. Tako da to v bistvu mene najbolj zanima, ne. In tle nam te modeli res pomagajo. Potem pa pri raznih, a veš, stvareh, pri nekih analizah, ne. Saj veš, če delaš v marketingu, pa probaš ful stvari meriti, so ponavadi podjetja bila, mi je bil zelo všeč enkrat en quote, data rich, but information poor, a ne. Zdaj umetna inteligenca lahko tukaj pomaga, da iz vseh teh podatkov, ki jih ti kot neko podjetje zbiraš, da to končno nekdo pogleda. Tako, da končno to nekdo pogleda, ampak spet ne rabi to človek, je lahko to umetna inteligenca, ne, in tukaj so pa modeli res dobri, v tem, da ti znajo izluščiti pač neke zanimive informacije. Tako da zdaj ni več razloga, veš, da ti ne bi imel nekega, dobro, seveda, moraš pravilno znati zbirati podatke, pa imeti nekako to stvar poštimano, ampak ta analiza zdaj, ali pa nek analitični del podjetja, pa ne glede na to, je to neko zdaj malo podjetje, srednje veliko podjetje, si lahko začne z umetno inteligenco tukaj pomagati. In ja, jaz ful spodbujam v bistvu raziskovanje v to smer, a ne, pač imamo neke podatke, kaj lahko iz teh podatkov dobimo. Saj vem, tukaj so zdaj spet ta tveganja, ja, pa to so mogoče neke informacije, ker imamo mi zaradi njih tudi neko konkurenčno prednost, pa jih nočemo deliti s temi modeli. Ampak ja, vseeno, ne, to, mi se mogoče kdaj malo preveč bojimo tega, da bojo naše podatke, zdaj, da bo neka konkurenca uporabljala. Lej, podjetja še sama svojih podatkov ne znajo tako uporabiti ali pa iz njih neke dodane vrednosti izvleči, ne, kaj šele, da bojo šla gledati podatke drugih. Zdaj, če ti tam zveš, ne vem, koliko ima nekdo marže, ampak tako, mogoče malo preveč tega strahu kdaj, ne, in potem so podjetja paralizirana, pa se v bistvu ne poslužujejo neke te tehnologije, ki pa bi jim lahko marsikje pomagala. Ok, super. Po mojem je to. Andrej, hvala lepa, da si se prišel z mano pogovarjati. Kje te ljudje najdejo, če se želijo s tabo pogovarjati o jezikovnih modelih ali pa če želijo kupiti Astro? Mislim, astra.si/ai je naša spletna stran. Meni lahko pišejo na andrej@astra.si. Se to daš lahko spodaj v opis, drugače sem pa na Twitterju, LinkedInu, tako da... TikToku, ne pozabiti. Ja, mislim, da ni težko me dobiti. Ok, super. Hvala lepa. Ne vem, zakaj sem te reči veliko sreče, ne rabim vam reči lep sreče. Hvala, lepo se naj. Ja, hvala za vabilo. Čau.